filozofsko vprašanje zate. AI, a je to zdaj najboljša stvar, ki se je zgodila marketerjem v zadnjih 30 ali pa 100 letih? Ali je to poguba za marketerje, torej konc marketerjev, kot jih poznamo? Kaj ti misliš? Ja, ne vem, jaz mislim, da smo prišli na te dolge podcaste, 2 uri pa to zdaj vaš. Ne, okej. Ja, mislim, vprašanje je zelo tako filozofsko v tem smislu, da ima pač po mojem vsak mal poseben pogled na to, oziroma vsak mal drugačen pogled na to. Je pa ena stvar, ki definitivno AI, vsaj jaz, ko verjamem, pomaga marketerjem, če znajo pravilno uporabljati. Se pravi, ta skills, da imaš to kritičnost na to, kar ti AI orodja pomagajo, pa kjer ti skrajšajo ta čas in kako si ti zdaj uporabil to, kjer si imel v bistvu zdaj več časa, ki ga nisi porabil, ne vem, mogoče na nekih repetitiv taskih, ponavljajočih se nalogah. Pol, če znaš to dobro uporabiti v plus, je to pa samo zate dobra stvar. Če se pa sam na to nasloniš, je pa, zadnjič sem bral, da ene harvardske predavateljice, mislim, da je na tej tako tudi govorila, pač, če se preveč zanašaš sam to na to desno hemisfero možganov, ne pa rečeš, zdaj mi bo pa ta del AI naredil, ne, ker je pač ta desni del, pa bom jaz zaradi tega na levi strani kao ful dobu več nečesa, je tako, da se 40% zmanjša ta število idej, ki se zgenerira v neki skupnosti. Zato, ker se ljudje preveč navadijo tega in se v bistvu, ti imaš občutek, da se ful nekih novih idej dogaja, ampak se v bistvu ne vem, če poznaš ta paradoks, kad ti ustanoviš startup, ne, je vedno tako, da rečeš, jaz to edini delam na celem svetu, ne, ampak zato, ker je nek trend, bo verjetno tudi v Silicon Valley pa na Japonskem, ampak Kitajski tudi nekdo delal nekaj podobnega, ne, tukaj isto, se pravi, ideje obstajajo, ampak ti si jih mogoče zdaj nekaj izvedel, ki si prej mogoče bolj ne razmišljal v to smer, ni pa nič novega pravzaprav nastalo. In tukaj je pol mal strah, če ti to kar opustiš, pa rečeš, ne bomo več teh kreativnežev podpirali, pa to, ki ima mogoče out of the box ideje, pa tako. Tukaj bi jaz rekel, je ta kritičnost, ne smeš zdaj kar tega dovolj, da je kar to vse v redu. In itak, če jaz gledam tako kot, ne vem, like ali pa tisk, ki bi rabil neko orodje, mislim, nek element kampanje, pa bi to video in mi ga, ne vem, en od modelov naredi, jaz rečem, wow, super je, ne, zdaj, če bo pa to gledal nekdo, ki je pa profesionalni video editor, ja, on bo videl noter neke napake, on bi mogoče lahko boljš naredil, ne, zdaj, tako, mislim, da ni sam marketingaš tist, ki je v tem mogoče deficitarni poklic prihodnosti, ampak so tudi ti vsi povezani okrog tega, no, ampak vidimo pa tako, da ni vse to na prvo žogo, no, sej mogoče tudi ti imaš kakšno izkušnjo, da si mogoče pričakoval ful pa. Sej mogoče na koncu, ko šla čez orodja, tudi narediva nek sam app, ki je mislila, da so. Mi pa je, mislim, drugače to vprašanje mi iz tega stališča zanimivo, da navajeni smo, da avtomatizacija pa napredek predvsem odnašal, rečemo, naloge, ki so nam manj zanimive ali pa bolj ponavljajoče, torej vsi si želimo, ali pa jaz si želim robota, ki mi bo pomil posodo, pomil po tleh, pospravil stanovanje. Mislil bi, da si to veliko bolj želim kot robota, ki je kreativen namesto mene. Ne? Je pa res, pa zdaj large language modeli so prinesli ravno to, torej generiranje teksta, kreativnega teksta, generiranje videov, slik, glasbe, vsega tega, kar je nekako pripadalo kreativcem in na nek način, mislim, zagotovo preoblikuje to sfero, ki do zdaj mogoče ni bila tako preoblikovana. Jasno, s tehnološkim napredkom smo veliko več stvari lahko znali, ampak to je zdaj pač precej večji prelom.